Jaz sem 3 tedne hodila z zlamanim zapestjem v službo in sem mislila, da je fibromialgija in sem verjela zdravniku. V naših podcastih še nismo gostili nekoga, ki bi lahko spregovoril o tako rekoč nevidni invalidnosti. V življenju se soočamo z marsikaterimi izzivi, takšnimi in drugačnimi, ampak veliko nas reče, da nas le-ti dostikrat okrepijo, nam odprejo nove poglede na življenje, kar pa mogoče je tudi dobro. Ni vedno vse slabo, mogoče je treba v tistem slabem najti tudi nekaj dobrega. Danes imam v mojem studiu gostjo, ki bo spregovorila o bolezni, ki je po mojem mnenju še skoraj da nepoznana, ampak mislim, da bo ona tista oseba, ki bo v Slovenske Gorice prinesla poznavanje o tej bolezni, saj se trudi, da bi ozaveščala ljudi in jim sporočala, da taki kot so čisto v redu. Natalija, dobrodošla v našem neokvirjenem. Če bi te mogoče vprašala, rečimo 5 let ali pa 10 let nazaj, kako si se počutila napram danes, bi bil odgovor verjetno zelo drugačen. Zelo drugače, predvsem danes lahko rečem, da sem bila zelo neveda. Vedno sem iskala izgovore ali pa vzroke nekje drugje, ne v meni. In tudi najbolj me je prizadela vsa ta zgodba z pomanjkanjem razumevanja zdravniške stroke, da se s tabo nekaj dogaja, veš, da nisi okej, nimaš pa kaj pokazati. In pol si enostavno od hipohondra, ne vem, kakšne nazive vse dobimo, ampak čeprav je fibromialgija eno resno stanje, dejansko se o tem še vedno premalo govori, je premalokrat pravilno diagnosticirana, bom rekla, nekateri mogoče prehitro dobijo diagnozo, nekateri jo pa večina nas pa jo dobi zelo prepozno. Tisti, ki še mogoče nismo slišali za to bolezensko stanje, jaz priznam, dokler nisem tebe spoznala, nisem niti izgovoriti. Še danes jo težko izgovorim, ampak kako bi jo nekomu opisala? Laično. Zelo težko jo opišeš, v bistvu, zato ker verjetno niti ena pacient, govorim pač večina, bom nagovarjala pacientke, zato ker nas je vseeno 95% primerjavi z moškimi, ki zbolimo. Fibromialgija je en skupek simptomov, zato smo zdaj dobila novo ime kot sindrom fibromialgija. To je bolezen, ki se občuti, najmočneje se občuti bolečina, ki si je ne znaš razlagati. Bolečine se pojavijo po celem telesu, v različnih intervalih in se selijo. In tvoje telo ne odreagira na nobeno tableto, na nobeno protibolečinsko tehniko. V bistvu nimaš kaj pokazati, tvoji izvidi, krvni izvidi so večina primerov normalni. Čeprav se gre tu za ena resna stanja, saj naše telo preko nevrotransmiterjev odreagira tako, ker jih je ali preveč ali premalo. Tu se vključijo tudi avtoimune bolezni, ko naše telo v bistvu napada same nas in si ne znamo razlagati, zakaj se to zgodi. Hormonski status se poruši, vključene so degenerativne spremembe sklepov, ampak nekdo, ko me bo pogledal, bo rekel, pa se ti si mlada, ne? Kaj boš ti lahko imela degenerativne spremembe sklepov? Ja, ampak dejansko, če se pogledam nazaj v svoje otroštvo, jaz sem pri 10 letih začela s poškodbami kolen, ki so se kar vrstile in noben mi ni znal povedati, kaj je z mano, zakaj se to dogaja. Pri 18 letih sem imela prvo operacijo in po vsej logiki bi mogle bolečine izzveneti in bi lahko bil pri 18 letih poln, vitalen, normalno aktiven. No, jaz se od takrat nisem več naučila nekega sproščenega teka. V bistvu je moje telo se vedno branilo nečesa. In to se je branilo z bolečino. In če si ti iz dneva v dan v bolečini, potem se tudi kakovost življenja spremeni. In
tako je bilo pri meni isto. In ker mi, ne vem, ena noga ni bila v redu, je nadomeščala druga, je pa še druga noga začela popuščati, spet operacijo kolen. Za sabo imam 17 operacij kolen. Za sabo imam operacijo komolca, vratne hrbtenice. Ampak danes jaz se temu smejim, pa bom mogoče kaj rekel, da nekaj ni v redu z mano. Smejim se pa zaradi tega, ker sem danes srečna, da sem spoznala, da je to meni povzročila fibromialgija in moje pretirano ne samo odziv telesa na bolečino, ampak tudi moje pretiravanje v življenju. Zato, ker sem mogla biti vedno najboljša, vedno pridna, vedno drugim na razpolago, vedno sem pozabila na sebe. To, če črto potegnem, mislim, da več kot dovolj povem. Ko sem se dokončno sesula, ko več moje telo enostavno ni, ne vem, kako naj opišem, da ne bi zdaj to samo jamranje izpadlo, ampak dejansko ne želiš jamrati, ko živiš s to bolečino. Jaz sem s to bolečino živela 20 in več let. Pa si je nisem znala razlagati. Sem pač rekla, ko greš ti od specialista do specialista in te reče, nič ni. Pa si pač misliš, to pač mora biti tak, ne? Ampak še to mi je pri tebi bolj zanimivo, ti si vseeno iz svoje stroke. Sem iz stroke in ti si diplomirana medicinska sestra, to zadeve poznaš, veš brati stvari, ne? Vem, ampak enostavno priješ do te faze, ko začneš nekomu nekaj verjeti, ko ti vsi to povejo. In pa si misliš, pa dobro, pa kaj res je z mano, kaj narobe, ne? In ti ne verjamejo. In tisto, da ti ljudje ne verjamejo, da imaš bolečine, da ti gre slabo, se mi zdi, da je še... To je pa tisto pri fibri, tisti drugi del, ko nas večina narobe razume, oni rečejo, ja, večina jih pravi, ja, fibromialgija je tudi del kot psihična bolezen. Pravim, ne, ni. Fibromialgija nas pahne tako daleč, glih zaradi tega neodobravanja, da nam ne verjamejo, da se nas nekaj boli, da ti mora spremeniti življenje do te mere, ker pač enostavno več nekih stvari ne zmoreš in to te pahne, da ti začneš mogoče res se umikati od družbe, da postaneš morda celo, imaš kako depresivno epizodo, anksiozno epizodo. Jaz, na primer, se bojim še danes, se bojim vsake nadaljne poškodbe, ker ne vem, kako moje telo odreagiralo. Zato, ker, ne vem, ko sem imela pred 5 leti zlomljen gleženj, namesto 8 tednov oziroma 12 tednov, kot bi naj bilo tisto pač po operaciji neko, bom rekla, v normativih, čas zdravljenja, se je pri meni potegnilo na 7 mesecev, ko sem še vedno imela bolečine. In normalno, da te je strah in potem zapadeš ti v eno krizo, ampak ljudje s fibromialgijo smo čisto normalni ljudje, ki trpimo bolečino in kaj nam lahko da nekdo, ki je nasproti nas, ne rabi nam dati sočutja. Lahko pa nam verjame, da nas boli. In da je tisto, kaj zdaj dajemo od sebe, maksimum in da smo se mogli včasih zelo fejst potruditi, da smo zjutraj sploh lahko vstali. Ker fibromialgija velikokrat telo napade prav po noči, ko mi spimo, zato ker se naše telo takrat umiri in nam pošilja signale. In ti signali so tako močni, da ti vzamejo spanec. In ta spanec, nekatere pacientke, tudi sama sem bila med njimi, to so meseci in meseci nespečnosti. In potem priješ do psihiatra ali pa ne vem, tistih, ko so pač doštudirali, da so lahko psihiatri, jaz se tako rečem, in ti rečejo, ja, če toliko mesecev ne bi spali, pa vas že več ne bi bilo, ne. In potem si misliš, alo, ne. Žal mi je, da si tak zdravnik, ki to tako razmišlja, ne. Ampak ljudje s fibromialgijo smo rojeni borci, ker se borimo od prvega dne na tem svetu. Če pogledaš nazaj, jaz imam pač to srečo, da delujem aktivno v društvu za fibromialgijo in sem spoznala veliko prijetnih sogovornic, sotrpink in vsem nam je nekaj isto.
Zaznamovala nas je ena težka izkušnja v otroštvu ali v zgodnji mladosti. Želja po uspehu, po drugačnosti, po, ne vem, da bi bili sprejeti. In smo vedno šli čez sebe. In vse te ženske trpimo vsakodnevno bolečino. Jaz ne poznam nobene obolele ali nobenega obolelega s fibromialgijo, ki ne bi imel dnevno bolečine. Zdaj bom rekla kot medicinska sestra, ja, najlepše je, ko priješ k zdravniku in ti rečejo, danes mi pa pišite, koliko je vaša bolečina od 1 do 10. Ja. Ja, kaj je za 1, kaj je 10, ne? Za nekoga s fibromialgijo je čisto normalno, da je njegova bolečina vedno med 3 in 6. Če pa vemo, da je porod med 7 in 9, vemo, v kakem stanju živimo pacientke in pacienti s fibromialgijo. Mogoče toliko samo sem htela povedati, da si znajo ljudje predstavljati, Kaj to pomeni? kaj je to, s čim lahko primerjamo našo, ali pa ne vem, ledvični kamni, ko so 9, 10. In če ti živiš vsak dan z bolečino med 3 in 6, pa veš, da ni zdravila primernega za to v Sloveniji. V bistvu tudi nobena tableta, In da ti ki jo tableta ne bo pomagala, da ti moraš enostavno najti pot ven in najti sebi primerne tehnike, da boš znal v bistvu odmisliti to bolečino, ker drugače se ti dejansko lahko vtrga, tako čist, ne, po kmečku povedano, od bolečin, ne. Ja, vsi imamo obdobja, ko smo si tudi pulili lase zaradi bolečine, ker nisi vedel in potem si prišel k zdravniku in ti reče, zakaj pa niste lekadola vzeli, ne. In Ampak Natalija, naprimer, ti zdaj govoriš, ti živiš zdaj zavedno z fibro 20 let. Kdaj pa si dobila postavljeno diagnozo, da si rekla, to je to? Ja, jaz sem diagnozo dobila postavljeno leta 23, oktobra 23. Zato, ker pri nas v Sloveniji je sistem tak, da morajo izločiti najprej vse ostale bolezenska stanja. Ampak prej si pa hodila k zdravnikom potem kaj? Zadnjih 5 let? Ne, jaz sem hodila kar konstantno k zdravnikom jamrati, v bistvu, da mi nekaj ni v redu, ne, in me je bolelo to in ono in tisto, ampak v Sloveniji je sistem tak, ne, ti priješ zdravniku, ortoped ti bo pogledal, če je na napotnici koleno, bo ti pogledal koleno, ker drugega ne zanima, ne. Če je na napotnici hrbtenica, bo pogledal hrbtenico, ker ga druga ne zanima. Ko prideš k fiziatru, si misliš, bi ga moglo zanimati celo funkcioniranje tvojega telesa, pa ga ne, ker gleda, ali ti bo dal blokado, ali ti bo dal fizioterapijo. Fizioterapija v našem primeru velikokrat še poslabša stanje, ker je prenaporna, ker je aktivnost tista, ki nas potem še pahne v bolečine. Potem pri meni se je zgodilo, da mi je v bistvu hormonski sistem odpovedal, niso vedeli od česa. Dobila sem magnet glave, so rekli, ne, adenomna hipofizi ni, ne. Danes bi rekla, hvala Bogu, da bi bil, ker bi takrat to odrezali in bi bila jaz zdrava, ne. Ampak ne, hvala Bogu. Hvala Bogu je zato, da sem se jaz zaposlila v sosednji Avstriji, da sem našla ljudje, ki so mi želeli pomagati in so me poslušali in so me sprejeli tudi s to mojo bolečino. To predvsem apeliram na zdravnike, ker v Sloveniji si še vedno stigmatiziran, če rečeš, da imaš fibromialgijo, ne. In če priješ z neko bolečino, je zelo nevarno. Jaz pravim, ljudje, ki živimo s fibromialgijo in pridemo k zdravniku, ker nas boli trebuh. Imamo takšne zdravnike, ki rekli, gospa, to pa je od fibromialgije, veste. In v bistvu ti takoj že zaterajo pot do nadaljnje diagnostike, zato ker tudi na krvnih izvidih se mogoče ne bo nič videlo. Ampak jaz vam verjamem, jaz upam si trditi, da fibromialgija in neka akutna zadeva, akutno stanje zdravstveno, ki rabi zdravstveno oskrbo, boli čisto drugače. Jaz sem 3 tedne hodila z zlamanim zapestjem v službo in sem mislila, da je fibromialgija in sem verjela zdravniku. Ko sem šla k zdravniku, sem rekla, da me zapestje boli, pa imam trdo pa otečeno. Pa je rekel, to je verjetno fibromialgija, ne.
In po 3 tednih v službi sem rekla, pa dobro, zdaj bi to že davno moglo biti boljše, ne. Sem rekla, daj naredim en rentgen, no, tak izpod. In seveda sem imela zlomljeno zapestje, ne. In sem 3 tedne delala z zlomljenim zapestjem. Kaj hočem povedati to, da me je zlom bolel drugače, ampak še vseeno manj, kot me običajno boli najmočnejši naval fibromialgije. In sem funkcionirala in sem šla čez sebe in sem hodila v službo. V glavnem, največja napaka fibromialgikov je to, da ignoriramo bolečino. In s tem si v bistvu, ne vem, kako naj opišem, da ne bom izpadla zdaj kot da me ne bo nekdo primerjal z nekim junkijom ali pa z neko, ampak ko da mora biti bolečina, da ti funkcioniraš. Ker zdaj, ko pa te nič ne boli, kdaj, mislim, jaz ne poznam skoraj ne tega občutka, ampak ja, imam tudi dneve, ko me ne boli. Zato, ker sem pač našla ustrezne zdravnike v Avstriji in ustrezno terapijo. Ampak ti se vprašaš, kaj pa je danes narobe, če te ne boli? To je isto tako, ne, edino na Štajerskem te vprašajo, ko ne piješ vina, ne, kaj si kaj narobe, kaj si bolani, ne. Ko si noseča. Ne? In tako je isto, ne, ko jaz imam dobre dneve, jaz grem zelo rada na kolo, pa se peljem, pa grem v planine, ali pa na morju, plavam, ne vem. Ampak jaz danes vem, da je uro pa pol aktivnosti za mene tisti vrh, kaj še ga zmorem, ker ostalo, vse, kaj bom šla čez, bo prineslo to, da bom 2-3 dni mogla ležati, ker moje telo bo spet imelo reakcijo na to. Pa ni to navaden muskel fiber, ampak dejansko fibromialgija napada na rastišče vezi in mišic na kosti. Na kak način vam ne znam razložiti, ker nisem našla tudi še ne zdravnika, ki bi mi znal to razložiti. Nas ne bolijo sklepi. Mene, če danes kjer prime nekje na nek sklep, me ne bo bolel sklep. Bolelo me bo pa nad sklepom ali pa pod sklepom. In Bože ne da me kjer prime za gleženj, ker verjetno ne vem, zakaj imam tako pač občutljive, ampak ja, nekoč so fibromialgijo diagnosticirali po 18 točkih na telesu, kjer so največja narastišča in poteki živcev. In so rekli, ja, če jih imaš 11 pozitivne, mislim, da je bilo teh točk pritisk pač na te točke, in če jih je bilo 11 pozitivnih, so ti diagnosticirali to fibromialgijo. Jaz sem ta test tudi doživela. In ja, bravo za mene, jaz sem imela od 18 točk 18 pozitivnih, ne. In pol jaz vprašam revmatologinjo v Gradcu, je še možno še kaj dodati, ne. Pa pravi, samo mi rečete, kako dolgo že vi živite tako, ne. Pa pravi, ja, po moje že celo življenje, ne. Dejansko od prvega poroda se je meni konstantno nekaj dogajalo z mojim telesom, ne. Nepojasnjeno, ne. Vedno. Ti si kar sprejela. In jaz sem to kar sprejela in pol je trpel moj partner in moja familija z mano, ker smo mi kam šli. In vedno se mi je nekaj zgodilo v času, ne vem, ko je bil dopust, ko bi moglo biti fajn, ne. Takrat je meni moje telo vedno sporočalo, ne, halo, Jula, naredi nekaj za sebe, ne. In ne vem, šli smo na dopust, pa me je tam začelo, ne vem, ali me je treba začelo boleti, ali me je glava, ali sem dobila migreno, ali glavnem, da sem imela pokvarjene, ne samo jaz počitnice, ampak tudi mogoče sem velikokrat svojo družino prikrajšala za neke aktivnosti, ker jaz enostavno nisem mogla z njimi, oni pa niso hteli iti sami. In danes mi je resnično žal, da te diagnoze nismo prej poznali, ker bi tudi moj partner, moji otroci, lažje bi jim razložila, danes je slab dan, ker danes ne morem, idite sami, uživajte, ne, jaz sem pa bila tisti, mogoče tudi nezdravi egoist, ker sem se bala biti sama. Ker če mi bo kaj slabo zdaj prišlo, pa kdo me bo kam peljal, pa kam bo zdaj to, pa ja, in ni fajn, ne. Ampak veš, tle mi je zdaj malo, sem tako skeptična, ne. Tebi so vseeno pomagali dejansko doktorji v
Avstriji. Ja, res je. Ampak če ti ne bi imela te zgodbe, da bi pač imela možnost stika z doktorji v Avstriji, Tako, bi še ti danes živela povsem običajno življenje z bolečino, kot si ga prej. Zagotovo. Zagotovo, Ker čeprav tebi noben sem, ne bi verjel. Mislim, Ne, pa- verjeli mi niso, jaz sem v bistvu sama vedela, v katero smer že ta moja slika gre. Veliko sem sama iskala literature, bom rekla, da sem si mogoče sama že postavila diagnozo že kar nekaj let nazaj, ampak ji nisem htela verjeti. In to je vedno tisto zanikanje, ne, da ker če zdravniki v Sloveniji rečejo, da tega pa ni in to ne obstaja in da tega nimaš, pol pač nimaš, ne? In Ja. jim verjameš, ne? Kljub temu, da sem delala, mislim, delam 28 let v zdravstvu in sem ponosna na nek način, da delam tam. Ampak v bistvu sem želela, ko sem dobila črno na belo to diagnozo, sem se začela pa iskati, kdo so pacientke, pacienti v Sloveniji, kako oni to predelujejo. Jaz sem si želela druženja, ne, z sebi istimi, ker vem, kako je hudo, ko ti nekdo leta in leta ne verjame, da se s tabo nekaj dogaja in nimaš komu povedati. In našla sem to društvo za fibromialgijo in se udeležila pač srečanj in videla sem, da v bistvu z vključitvijo V bistvu je bila vključitev v društvo povod, da pomagam sebi. Da dobim tisto potrditev. Aha, ok, to, kar se je z mano dogajalo, je v redu, ni pa treba, da se to dogaja. Ne? In relativno hitro sem spoznala, da lahko društvu tudi sama nekaj dam, glede pač svojih izkušenj, ne samo osebne izkušnje, bolezni, ampak tudi strokovnosti. In sem postala del upravnega odbora društva in tam sem začela srečevati kolegice s fibromialgijo po celi Sloveniji. In potem sem videla, da sem si rekla, pa dobro, Natalija, ti imaš srečo. Ne? Ti pa imaš res srečo. Smešno se sliši, da imam srečo s fibromialgijo, ampak srečo imam zato, ker sem delam v Avstriji. Ker ko mi razložijo punce, da čakajo 5-6 let na diagnostiko, ker v Sloveniji je edini, ki ti potrdi fibromialgijo, lahko in potem pač imaš neke pravno-formalna sredstva, zadaj ti prinese tudi zaščito, mogoče na delovnem mestu ali karkoli, invalidske komisije in to je edino Uri Soča. Na prvi pregled čakajo punce med 2 do 4 leta. Na prvi pregled, ker te pogleda interdisciplinarni tim in tam se oni odločijo, ali boš sprejet v 5-tedenski program za Sočo ali ne, ker te pač naučijo živeti z bolečino. Super program. Nič ne rečem. Ampak taki program bi mi rabili enkrat na leto. Vsi pacienti za fibromialgijo. Nikjer v Sloveniji nimajo nekoga, ki bi delal raziskave. Ne vem, mi vsi vemo, da naše stanje je povezano z avtoimunimi boleznimi. Obstajajo študije. Vemo, da obstajajo študije, da je naše stanje povezano z hipoksijo naših tkiv. Vemo, kako prehranska dopolnila delujejo na naše celice. Vemo, če se vrnem na hipoksijo, vemo, kakšno je celično dihanje. Vemo, da naši mitohondriji rabijo energijo, da se obnovijo, da se naše telo obnavlja. V Sloveniji ali mi ni poznano, pa sem relativno kar v stiku zdaj z ljudmi, ki se ukvarjajo z fibromialgijo, ni človeka, ki bi se s tem ukvarjal. Ki bi se želel s tem ukvarjati. Hudo je, vzroka ni. Vsi imamo približno iste težave, ampak ni nobene, ki bi imela pa res enake simptome. Ker to je malo tudi spet, bi rekel, skrb vzbujajoče, ker rekla si, da je to bolezen prihodnosti. Ne? Seveda. Mi pa še povezujejo, ja, seveda. Veliko jih povezuje fibromialgijo tudi z kronično utrujenostjo in z tem mialgičnim encefalitisom. Vse lepo in prav. Ampak spet se gre za dve različni bolezni. Moramo vedeti, da našo fibromialgijo zamenjujejo tudi z dolgim covidom.
ki je spet drugo bolezensko stanje. Ampak naše društvo je pač tisto, ki združuje vse te tri komponente v eno društvo, ker smo si zelo podobni. Ampak vzrok naših bolezni je nekje drugje. Jaz verjamem, da je vsaka izmed pacientk in vsak pacient, ki boleha za fibromialgijo, tudi nekoč bil izgorel. Ni nujno pa, da je imel COVID. Vem pa, da naše telo, vsak manjši vdor nekega virusa, bakterije v telo, vsaka vnetna sprememba te lahko pa pripelje, da obležiš od bolečine. In smo dovzetni na te vnetne reakcije v telesu, ne? Ampak pri nas je pač tak. Ko se s tebi, ne vem, bom rekla ženske, vnetje mehura. Ja. Normalno greš, si kupiš brusnice, malo čajčeka piješ. Tako pa ne? gre, Pa če- gre, ne? No, pri eni pacientki s fibromialgijo bo to prvo to, da mogoče nikoli ne bo razvila tistega tipičnega mokrenja s pekočim občutkom, ker je imuno na nek način, ker to za njo sploh ne pomeni bolečine in ne bo več čutila, da je nekaj narobe. Ne bo razvila visoke temperature, ker njeno telo se tako in tako že brani proti bolečini in to je vedno stres in stres in stres. In ko bo čez 3 dni ugotovila, da pa več ne more vstati, bo pa šla k zdravniku in takrat, ker je pač vse naredila, ker je pridno pila čaj, ursi čaj, pa ker je brusnice jedla, pa ker je, ne vem, malo odležala in ne vem kaj še vse, bo šla pa k zdravniku, pa bo rekla, zdaj pa jaz več ne morem vstati, ne, in ko bo seveda dala pol urin, ko bo rekel zdravnik, ja, mogoče pa bi bil uroinfekt, seveda ga v veliki večini več ni, ne. Ker ona je že to vse skozi dala, kaj vse normalne ženske damo skozi. S tem, da hočem povedati, da ona ni zaznala, da ima težave pri uriniranju, da jo peče, ko gre na vodo. Ker je to taka mala bolečina, ki je naše telo sploh več ne zazna. In jaz pravim, včasih me vprašajo, ne, kako zaznavamo mi bolečino, ne. Jaz pravim, jaz res težko povem, kakšne oblike bolečine je to, ampak dojemanje bolečine je drugačno, no. Jaz vem, en fajn terapevt, on ima en taki super primer, mi je vedno dal, ne. Je rekel, predstavljaj si dotik. Lahko je boleč, lahko pa ni boleč. Sem rekla, dobro, zdaj kako bo ta dotik bil boleč, ne. Je rekel, ja, predstavljaj si, da sva midva zdaj v eni sobi, pa se te jaz dotaknem. Te bo bolelo? Ne bo. Je rekel, zdaj si ti predstavlja, da si nekje v New Yorku na neki podzemni železnici in pride nekdo k tebi, en kloščar ali pa neki, ne vem, po naših normativah, ne, človek, ki ne paše v naše življenje in se te bo dotaknil. A te bo bolelo? Zagotovo, ne samo bolelo. Vse signale bo žgalo. No, in tako je to. Dojemanje bolečine pri fibromialgiji, mogoče ste zdaj pač, smo prišli do tega, ne, v veliki meri je povezano z dojemanjem naše bolečine in kako smo se mi ob prvih znakih bolečine počutili. In v mojem primeru je seveda to dejansko strah pred poškodbami in ugotovila sem, ko sem se pač podala na to pot, da ozaveščam in da sem s tem razgalila tudi del mene, v upanju, da bom pomagala drugim, ampak moje bolečinjenje se je začelo v ranem otroštvu. In ko mi je rekla zdravnica, da se naj neham bolečiniti, da neke stvari pač so se zgodile tako, kot so se, ker nisem imela vpliva na to. In si naj to spustim. Ja, še danes mi je težko o tem govoriti v bistvu, ampak ja, takrat se je začelo dogajati, no. Da sem razumela bolečino, da sem vedela, zakaj je pretiran odziv telesa na bolečino.
ne rabim povedati, zdaj, da imam neke težave, vseeno fizične tudi, no, ampak odziv telesa na bolečino pa se mi zdi, da je vedno v ključnem primeru neka podzavest psiha, ki se nam je v ranem otroštvu pač. Mi smo si naredili neke vzorce. Tako. In tako reagiramo. In isto reagiraš na bolečino, isto reagiraš na konflikt, isto reagiraš, ko si srečen in v bistvu na nek način v tistem zgodnjem otroštvu, ko bi pač ljudje ne poznali srečo, veselje, radost, zaupanje, vsi nismo imeli teh pogojev. In jaz sem se leta 23. decembra podala na najtežjo pot v mojem življenju. Na pot med glavo in srcem. Meni je postalo kristalno jasno, kaj moja fibromialgija je, da je to en skupek res bolezenskih stanj. Vedela pa sem, da moram najti pot do srca, do sebe in s tem tudi si določiti meje, dokot kdo lahko pride do mene, kdo ne. Zakaj odreagiram? Predvsem težko je o tem govoriti, ker je to bilo pač vedno, o tem se ne govori, ne. Smo dali v To se vse lepo zapira, ja, seveda, pod preprogo, mislim, tega ni, ne. Ja. In ja, jaz sem mogoče izgubila del odnosov z nekaterimi ljudmi, ki so bili del mojega življenja. In sem hvaležna za to, da smo izgubili te odnose. Zato, ker je to meni dalo samo potrditev, da sem lahko v življenju to, kaj si želim. Da lahko živim s svojimi prepričanji, da nisem nikomur ničesar dolžna, da sem lahko srečna, kljub moji bolezni. Predvsem je ponos moja družina, s katero lahko odkrito govorimo o vseh težavah. Ne glede, v naši družini ni skrivnosti. Pri nas se ve, če kateremu ne gre dobro, ne gre, se usedemo dol, se pomenimo. Jaz vem, da včasih je neprijetno govoriti o kakšnih temah, ampak so neizogibne. Tega, na primer, mene moji starši niso naučili. Da se težave lahko rešujejo tudi s komunikacijo. Ker se v takih primerih je tudi najbolj, bi rekel, najbolj pomembna tudi podpora najbližjih, ne? Jaz sem presrečna, se pravim, da imam družino, mojo primarno družino, ko me res razume in ne, da so pripravljeni narediti nekaj namesto mene, ampak da jim smem reči, ko ne zmorem, da naj naredijo nekaj namesto mene. In tu sem zdaj ravno kar povedala, kako me mogoče okolica dojema. In ne samo mene, ampak večina pacientov z fibromialgijo, ne. To ti je len, to ti noče, ne vem, si upočasnjen. Ampak nihče se ne zaveda, da ko en fibromialgik zaprosi za pomoč, da je že zelo resno, ne, ker dokler lahko boš tako kopal naprej, da boš pač se Na primer, 3 skopal tedne z zlomljenim zapestjem. Tudi, ne, tudi. Ja. Ampak to so te stereotipi, ne, ko rečejo, ja, ženska je za šporhet, ne, v toti naših kvocih, ne, pa mora moškemu narediti to, pa ono, pa tisto, pa ne vem. Ja, se tudi moški se mora zavedati, da je vodja. Pa da si ženska želi enega super vodje. Pa da mu bo brezpogojno sledila. Če se bosta srečala nekje na sredini, ne. Ne, da bo on eno delal, drugo pa živel. Ja. Ne? Ženske nismo na svet prišle zato, da bi bile storilne, ampak zato, da bi svojo ljubeznijo nadgrajevale moški svet, da bi bil še bolj storilen in bi nas varoval. Ker vsaka ženska se zelo rada počuti varna. In jaz imam to srečo, da se ob mojem možu počutim varno.
Da se ob mojih odraslih sinovih počutim varno. Čeprav vemo, kakšne generacije moških imamo zdaj, ko bi se mogoče marsikjer skril za mamo, pa bi rekel, mama, daj ti, ne? Ja. Ampak ne, jaz sem strmela k temu, da ker pač smo oba v takih službah z možem, moja sinova znata kuhati oba. Kljub temu, da je ta mlajši otrok bil s posebnimi potrebami oziroma je drugačen. In sem ponosna na to, da je drugačen, ker ima srce na pravem mestu in tudi ta starejši sin ima srce na pravem mestu. In jaz vem, da ko jaz ne bom zmogla, ali pa ko mogoče moj mož ne bo zmogel, bo ta z veseljem nama pripravila kosila. Ali pa če ne bo ta mogla, bo ta rekla, če danes ne, a moramo naročiti si nekaj. Ampak to je to, jasna komunikacija. Da nekdo pričakuje nekaj od drugega, pa bo pol ne izrekel tega, kaj pričakuje, potem bo pa v bistvu užaljen, ker tega ni dobil. Ne? In to je napaka današnjega sveta. In tle prihaja tudi do raznih trenj, ne? Tako. V bistvu nismo jasni. In isti primer, ne samo v družini, je tudi odnos med pacientom in zdravnikom. Med strokovnimi delavci v zdravstvu. Ti, ko priješ kot pacient s fibromialgijo, ti imaš 1000 pričakovanj, kako ti bojo oni pomagali. Ampak ko te že na prvem stavku, mislim na prvem, ko začneš razlagati, ki imaš težave, pa kaj te boli, pa ko ti reče doktor nasproti tebe, ja, veste, gospod, to pa je fibromialgija, tu pa ne, moramo nič kaj dosti pomagati, ne. Niti poskuso ni, pa ti reče, da ti ne more pomagati. A ni to žalostno? To si niti težko predstavljam. In ker naša bolezen se naprimer prišteva k kronični razširjeni bolezni, nerakavi bolečini, in me zelo žalosti, kaj se zadnje čase posluša, bere, da bi naj baje Ministrstvo za zdravje celo ukinilo nekatere pravice nam fibromialgikom, ki smo zdaj mogoče imeli enkrat na leto za, ne vem, za fizioterapijo v Sloveniji, da bi naj nas obravnavali centri za krepitve zdravja. Vse lepo in prav. Ampak vsak, ki je vstopil v center za krepitev zdravja, ve, na kak način so oni zmožni tam delati, na kak način so pa zmožni delati fizioterapevtski centri. Jaz verjamem, da imajo v centri za krepitev super strokovnjake in se jih zahvaljujem, res sem jim hvaležna, da obstajajo in da se trudijo z nami. Nimajo pa verjetno financ in ne aparatur, ki bi nam lahko pomagale. Zato se vedno več obolelih s fibromialgijo, zdaj sem čisto zašla spet, ampak moram povedati, no, da če nimaš podpore doma, v bistvu tu sem začela, če nimaš ti podpore doma svoje družine, je tudi tvoje zdravljenje velikokrat ničelno. Ja. Tako kot sem rekla, zdravstveni sistem bore malo imamo nabora, kam lahko gremo, na koga se lahko obrnemo v naši ljubi Sloveniji, in večina je to samoplačniško. In morate vedeti, da ženske z fibromialgijo, ki so zaposlene v Sloveniji, ali delajo za polovični delovni čas, ali so trajno nezaposlene, ali so mogoče 4 ure na invalidsko upokoj, ne vem, imajo male prihodke. Vsaka terapija, ki nam pomaga, je v večini primerov samoplačniška. In če ti nimaš družine, ki bi ti stala in ti ob strani, da bi lahko kaj še ti malega dobiš, moraš dati verjetno vse polovico od tega na mesec stran, zato da ti lahko govoriš, da imaš kvalitetno življenje. Kvalitetno življenje pa pomeni za mene konkretno, da je moja bolečina pod 3, da imam urejen bioritem, da lahko rečem, ok, danes bom 8 ur spala, ali pa vse preležala, da me pusti nekdo na miru tisti trenutek, ko mi ni v redu, ne. In če ti nimaš enega razumnega človeka zraven sebe, ki bi ti to dovolil in omogočil, smo pa spet tam. Zakaj prije do psihičnih stisk? Ti bi rad, da je tebi v redu, ni tvoj partner, ki ga imaš pa neizmerno rad, pa ti tega ne pusti. In potem smo spet tam, ko rečejo, zakaj je fibromialgija psihična bolezen? Ni, v bistvu naredimo jo.
mi in okolica. In naša podzavest in izkušnje iz podzavesti in vzorci, ki smo jih imeli v otroštvu. Pol se braniš in pol kdo bo koga. Kjer bo zdaj bolj močen, ne? Pol pa, če mogoče zdaj pogledava malo v rešitve, ne? Kjere metode zdravljenja, kako si ti pomagala, s katerimi, kako ponudbo imamo Da na ne bom voljo? zdaj čist mačehovska do našega slovenskega zdravstvenega sistema, ja, obstajajo tabletke. Ok, imava potem torej. Je medikamentozna pot, ki v mojem primeru pač tista osnova ni zadostovala oziroma mi ni bilo, ne da mi ni bilo všeč, enostavno je moje telo hitro reklo, ni to za tebe. Ampak imamo izkušnje, ko pa pomaga in so ženske zadovoljne, tudi moški so zadovoljni. Predvsem je to, da ostajamo aktivni, da ne nehamo biti aktivni. Ampak je zelo težko najti tisto pot med zdravo aktivnostjo in tisto aktivnostjo, ki te bolj pahne na rob in spet si v začaranem krogu bolečine. Zmerna aktivnost, aerobne vaje, hoja, plavanje. Ki pa, na primer, dobiš ti nasvete, kaj je tisto za tebe, da bi bilo, mislim, kam se lahko bolj obrneš, kje? Zdaj Greš trenutno... kot fizioterapevt, ker si prej rekla, da... Jaz, naprimer, mi imamo tu zelo blizu našega prelepega Lenarta, enega fizioterapeuta, ki zelo dobro razume to bolečino. In on je v bistvu ena izmed redkih svetlih točk v tej zgodbi o fibromialgiji in pomoči za nas, za štajerski del populacije. To je fizioterapija Bračko iz Cerkvenjaka, ne? Ne samo on. Aha, ok, pardon. Ker sem videla, da ga imate v društvu. Tako, on nam zelo pomaga, kar se tiče masaž, prijemov, trigger pointov in ne vem, vsega tega. Odlično, super. Je ena izmed možnosti. Je ena izmed možnosti, nisem vedela, če smem na glas povedati. Lahko, kar. Brez filtra. Tisti gospod, ki ga pa jaz zdaj opevam, zato ker nam da pa znanje, ker je pripravljen deliti njegovo znanje z nami in tudi nas izobražuje v smeri, kaj pomeni kronična bolečina in kako vplivamo na njo in kaj lahko proti njej naredimo, je pa seveda gospod Luka Duh iz centra Soteum v Malečniku, za katerega se jaz tudi sama trudim, pravzaprav za oba, da bo ta postala tudi del strokovnega sveta Društva za fibromialgijo, ker tega, kaj naprimer gospod Duh zna, se ne učiš na fakulteti. To je vseeno skupek nekih izkušenj in lastne želje po tej raziskovanju kronične bolečine. Gospod Braček je tudi, kar se tiče strokovnosti, zelo napreden. Tudi všeč mi je, da sta oba tudi malo bolj duhovno odrasli osebi, da oba verjameta v to, da je sproščanje in aktivnost del našega vsakdneva in nas tudi učita tehnik sproščanja. Istočasno nas pa učita tudi tehnik telovadbe, katera vadba je primerna za fibromialgike, ne? Vem, da si enkrat tudi govorila, da si hodila nekaj v Ormož. Ja. Tisto še tudi? To še tudi obstaja. Tam je pa seveda tisti drugi del naše fibromialgije, kjer je moja pot od glave do srca najbolj napredovala in sem neizmerno hvaležna celi ekipi Centra za osebnostno rast in razvoj v Ormožu. To še vedno obstaja in tam začneš te vzorce razumeti. Tam je se začela. Tam je v bistvu, tam sem jaz doživela svoje razčlovečenje, ker sem si v bistvu mogla priznati, odkot so težave, ko sem si jih vztrajno zanikala. To je edina ustanova, kjer lahko dejansko na zavarovanje, osnovno zdravstveno zavarovanje, brez napotnice prideš do pomoči, ko si v stiski, ker kronična bolečina sem še na brzino.
naše telo fizično bolečino in kronično bolečino na koncu začne dojemati enako. On ne loči več, kaj je zdaj, ali je fizična, ali je psihična, ali je kronična, ampak rečejo, fizična in psihična bolečina sta skupaj, ki se najdeta v kronični bolečini. In naše telo, ko te nekaj boli več kot 3 mesece, seveda absolutno govorimo o kronični bolečini, ampak ti ne veš, zakaj je fizična bolečina, ne veš, niti kdaj je fizična bolečina prenehala biti fizična in je postala psihična. Kdaj si igral žrtev, kdaj si bil v vlogi žrtve in kdaj si hotel izstopiti iz vloge žrtve. In to je nekaj najlepšega. In jaz sem se naučila v Ormožu izstopiti iz vloge žrtve, ker pač jaz sem imela vzorec, da živeti v vlogi žrtve je seveda pogumno, ne? Ampak ne na pravi način. Ne? Jaz sem bila v vlogi žrtve, tiste žrtve, ki se je odločila, da bo sama borbala. In jaz nisem spustila nikogar, zato sem jaz mogla biti najboljša, ne vem, dobre ocene, dobra šola, ne vem, urejeno doma, familija porihtana. Poredan si jih tako, Čist, ne? Ampak meni dostikrat ni uspevalo, ne? In potem so prišli tu konflikti s partnerom in ker enostavno nisem več imela moči narediti vsega perfektno, tako kot bi si jaz želela, ne? In jaz sem, tako kot sem rekla, v Ormožu sem začela spoznavati, odkot je ta vzorec moj podzavesti, tako globoko zarinjen v mojo podzavest, ne? Zato, ker sem od malega bila bombardirana, ne? To se ne govori, ne? Ja. To mora tako biti, ne sprašuj zakaj, ne? Pa ljudi rekli. Dobro smo ti hteli, ne? Tu imaš pa tiho bodi, ne? Ko sem dobila čokolado, pa se ne deri, ne? Zato je tudi, vem, zakaj se še danes čokolado tolažim, ker je bila vseeno čokolada tista, s katero sem se jaz pobožala, ne? Ne vem. Saj, ko sem že govorila, oziroma tudi članek, ko je bil napisan o tem, ja, sem mogoče povedala, kaj se je dogajalo v naši družini, ampak to je samo del. In jaz sem želela ta vzorec prekiniti. Jaz sem snela masko. Masko, ki mi je bila nadeta kot otroku že. Ker naša družina je živela življenje znotraj 4 zidov in zunaj 4 zidov. Če nas danes pogledaš, veš, da mogoče nekaj ne štima, ker nimamo več takih pristnih odnosov. Kljub temu, da spoštujem svoje starše in sem prišla do spoznanja, da je vse, kar se je zgodilo, je bilo okej, ampak da si pač ne želim, da je več tak. To, kako bosta pa onidva to predelala, je pa njuna stvar, ne? Ampak jaz vem, da sem veliko napak v življenju naredila glih zaradi tega, ker sem imela te vzorce. Ker jaz se nisem borila proti sebi, ampak sem se borila proti tistim travmam, tistemu nespoštovanju, proti neljubezni, ne vem, kaj še naj povem, kar je kot otrok nisem dobila. In potem je dostikrat prišlo do teh konfliktov, ko nisem zmogla in sem rekla, okej, to je zdaj pa nisem dovolj dobra, nisi dovolj pridna, tako kako pač poslušaš kot otrok. In jaz sem mislila, da moj mož isto čuti do mene, kot so moji starši takrat. In potem sem se jaz začela braniti, ne, kako zdaj ti. Pa se mi nič ni rekel, ne. Samo mi je rekel, dobro, boš pa jutri naredila, ne. In jaz sem to slišala, ne. Danes moraš ti to narediti, ker jutri bo pa že prepozno, ker je bil to vzorec iz otroštva, ne. In tu so prišli bolj konfliktni. In Ormož, glih Center za osebno rast in razvoj, ti da tu eno znanje, kako stopiti ven iz tega notranjega konflikta sam s seboj. Da se znaš začutiti, da vidiš, da si pomemben. In doktor Židanik deli to znanje s tako srčnostjo. Jaz mislim, da še nisem spoznala bolj srčnega človeka, kot je on. Tako nesebično, na tak
res nevsiljiv način ti da vedeti, da je vsak izmed nas zelo poseben, zelo vreden vsega. In vem, ko enkrat smo tam bili na eni tudi skupinski terapiji in je rekla ena tudi slušateljica tam na Centru za osebno rast in razvoj, je rekla, vede, kaj imam jaz občutek? Da vsi toti, kaj smo normalni, smo tu, ovi, kaj bi pa mogli to biti, pa jih njega, ne? Točno tako je rekla, ne? Zato, ker velikokrat li v kroničnih bolečinah se zatekamo k vzorcem iz travm, ki smo jih doživeli kot otroci. In jih isto doživljamo. Ali je to fibromialgija, ali je to kakšna druga neozdravljiva bolezen, nihče na tem svetu mi ne more zagotoviti, da ni šel čez faze zanikanja, pomilovanja, obupa, ker je težko sprejeti. Ampak ko pa to sprejmeš, je pa to ena taka odrešitev. Jaz sem, smešno se sliši, ampak jaz sem v bistvu hvaležna, da so mi končno diagnosticirali fibromialgijo, da sem se včlanila v društvo, da sem začela skozi zgodbe kolegic, ki so obolele, zdravi tudi sebe, da sem našla v Avstriji zdravnika, ki mi je predpisal tudi za eno zdravilo, ki je v Sloveniji prepovedano, da se moje telo dejansko resetiralo, da sem v bistvu sem si dovolila, da grem na 4-urni delavnik, kljub temu, da sem pač deloholik, sem si to dovolila in mi je prav fajn. In mi je prav fajn, ker vidim, da pridem domov in še lahko uredim vse tiste zadeve, kaj so mi pomembne. Da se ne rabim mantrati, da bi nekaj naredila še doma, ne vem, uživam v kuhanju. Prej mi je bil včasih to napor, skuhati kosilo za družino. Mislim, kakšna ženska si, če ne more za familijo skuhati, ne? Ja. Ampak tudi to razumevanje na delovnem mestu je tudi ključno. Ti si zdaj, verjetno nimajo vse ženske take zgodbe zdaj na primer. Ne, nimajo. Jaz pač, glede na to, da delam pač v sosednji Avstriji, ne, imamo možnost So imeli posluh. So imeli posluh, zelo tu sodeluje medicina dela, ki jo imamo pač v sami bolnici. In ona v bistvu postavlja pogoje, omejitve, s katerimi lahko jaz delam. Kljub temu, da sem delala 4 ure, sem dobila omejitve, ne vem, koliko lahko dvignem, koliko lahko stojim, delo brez nočnih smen, da imam isti bioritem, to pomeni, da sem delala vedno samo zjutraj. Zdaj smo pa z zdravnico in ta zdravnica me spremlja 9 mesecev. In za temi prilagoditvami, ki jih napiše naša specialistka medicine dela, se delodajalec strinja. Običajno se strinja. Mislim, nisem še slišala, da se ne bi strinjali. In v bistvu dobiš te prilagoditve. Dovoljeno mi je tudi manjše pauze vzeti, če mi ne gre dobro, ampak dobro, delam na urgenci, težko si pauzo vzamem, ko pa ne vem, nekaj nujnega seveda ne vzameš, ampak imam dovoljeno. Mogoče šefica glih ni bila najbolj srečna, ko so se pojavile težave, ko sem najprej bila vseeno 7 mesecev v bolniškem. Ko sem se vrnila, je me mogoče videla kot malo privilegirano in to mi je dala jasno vedeti, ne, da sem jaz v privilegiranem položaju. Pa sem rekla, okej, to zdaj ni moja stvar, kak ti mene vidiš, jaz sem v redu, tako kot sem, to je pa tvoja stvar. In sem jo pustila in se nisem ukvarjala s tem. In v bistvu sem zdaj 6 mesecev delala 50% delovnik, 4 ure, od 9 do 1 sem bila v službi. In mi je blazno pasalo, ker se lahko zjutraj zbudiš brez budilke, lahko odtelovadiš, lahko naredim sprostitvene vaje, meditacijo. Greš v službo, prideš ob 1 domov, oziroma rečemo 2, če voziš po omejitvah. In skuhaš, spet imaš čas iti na sprehod ali ne vem, se potelovaditi, pomeniti, za društvo naredim kaj. Rada grem na zvočne kopeli ob večerih, v savno rada skočim.
In to je tisto, ne, ko sem rekla, to so alternative, pač načini zdravljenja, ki spadajo k alternativi, ki pa pač stanejo. Ne. In tu sem glih hvaležna, da imam standard, ki si lahko to privoščim. In tu sem hvaležna tudi za vse moje soborke, ki imajo doma podporo, da si lahko to privoščijo. Ker brez tega, pa brez da ti neko miselnost spremeniš, ne, težko pride z tega kroga. Ne. In se poglablja, in se poglablja. In zdaj si predstavljate eno tipično slovensko-goriško družino, ki je foter pač tisti, ki fejst dela, mama je doma cele dneve, ker to se spodobi, da do froci porihtani, pa ki da jesti na mizi, da on domov prišel, pa ki da še mu pivo prinesla s kleti mrzlo, ne, bog ne da toplega, ne. In ta ženska trpi leta in leta za fibromialgijo. Doma še kmetijo vodi in si ne more na leto en teden dni vzeti dopusta. Pa nimam nič proti, vsi so pridni in delavni. Ampak, a je res pridnost in delavnost cena, ki jo moraš plačati za svoje zdravje? Ker ženska veliko se spreminja, ampak jaz vidim, ker jaz sem pač vodja štajersko-pomurske regijske skupine Društva za fibromialgijo in pač se srečujem z ženskami iz tega okoliša in vem, kaj doživljajo doma. Ljudje so še neizobraženi in še vedno velja v našem okolju to, da, tako že ponavljam, ženska je za šporhet, ne, pa za deco. Mislim, lahko mi govorimo o sodobni, uspešni ženski, ampak dejstva so, kakor so. Na tem našem področju še je to še kako zabetonirano, zato ker moramo vedeti, da ti dobiš diagnozo fibromialgijo, pomeni, da si že leta in leta živel z bolečino. Ženske, ki jih jaz poznam, so to zdaj ženske med 35 pa med 60 let. Takrat ponavadi se tudi te diagnoze obolijo tudi pa se. Tako. In zdaj si predstavljate eno gospo, ki je težko delala na kmetiji celo življenje, skrbela za kmetijo, za živali, za otroke, za moža, da v življenju je šla mogoče 2-krat na leto za 2-3 dni kam. Kako naj bo taka ženska zdrava? Kako naj bo taki moški zdravi? Saj so tudi kmetovalci, ki, mislim, jaz jih ful spoštujem in ne govorim zato, ampak sistem ni v redu, ne. Govorimo, kako bi mogli zdravo jesti in biti samooskrbni, ampak tudi naši kmetje nimajo vseh pogojev, da bi lahko bili zdravi. In tu je glih spet tisto, ko prijemo, da mora biti družina tista, ki te podpira, da vidi mož ali da vidi žena, ti rabiš danes počitek, boš pa danes ti počival, pa jutri še ti počival, pa bom jaz malo stisnila, pa naslednji teden boš pa ti počival, ne. Ampak se mi zdi, da današnji svet je tudi tako naravnan, da smo samo v hektiki, veš, to moram še, to moram še, grebemo. Jaz sem to tudi mislila, da je to temu tako, ne, in jaz si vedno rečem, danes bom samo toliko, koliko zmorem. In tu je ta pot od glave do srca, ki me je to naučila. Ker sem videla, če bom delala vsak dan toliko, koliko zmorem, bom vedno storilna, pa bom lahko živela tisto življenje, kaj si ga želim, oziroma vsaj vsi imamo neke predstave, kako bo naše življenje zdaj za naprej izgledalo, ne. Ampak ja, jaz sem za vsak dan, ki ga živim, preživim in doživim, zelo hvaležna. Zato, ker dam tisti maksimum, pa niti ne dajem maksimum, ampak dajem tisti, rekla bom, dajem maksimum sama sebe v moje življenje, ki me ne dela bolano. Ker ko sem prišla čez moj maksimum, sem se pa vedno počutila vedno bolj bolano. In vedno bolj nemočno in bolečina je bila vedno močnejša in si naredil nič. Saj ne narediš nič. Ko ti ne gre dobro, pa dobro, lahko je to samo gripa, vemo, da nisi storilen. Če pa ti živiš simptomi gripe 20 let, ker se počutiš približno, rečemo, kot pri eni hudi gripi, nekje se ti mora poznati.
Ampak zanimivo je to, ne, da dejansko, tako kot sem rekla na začetku, gre za neko nevidno bolezen. Ne. Ja, Mi tebe poznamo, vedno si bila v redu, voljena, smejana, vse je bilo super, fajn. Sem verjetno se je zgodba znala spremeniti doma. veliko Ali- krat res je. Res je. Jaz sem bila za vse druge, sem bila ok, pa bomo, Polna pa energije, gremo, pa vse se je gas, pa dalo. vse se je dalo, pa mislim, ni da ni, če so v službi rekli ostani, seveda bomo ostali, če je bilo bilo kjer v društvu naredi to, veš, da boš, ne. Doma sem pa potem dejansko crkovala od bolečin. Grdo se sliši, ampak ja. Jaz sem komaj čakala, da grejo otroci takrat, ko so še v šolo hodili, da grejo v šolo, pa da gre mož v službo, da bom jaz imela tisti dopoldan za sebe, da bom na kavču v bistvu ležala kot kup krompira in se ne bom rabila premakniti. In potem sem zadnjih pol ure prej, ko sem vedela, da bo prvi prišel domov, se spravila na gor, da sem nekaj naredila, zjamrala, skupaj skuhala in sem spet šla na kavč. In kaj sem delala narobe? Moja družina je bila prikrajšana za mene, ker sem se razdajala za druge. In ker nisem slišala svojega telesa. Zdaj pa s ponosom rečem, da najprej družina, potem pa dolgo, dolgo nič, potem pa prijatelji, tisti pristni, ki so ostali na poti te moje fibromialgije, in potem ljudje tisti, ki si zaslužijo moje spoštovanje. In nikogar drugega več ne rabim v življenju. To je zdaj. Ampak da še pa malo, bi rekla, še popopram tvojo zgodbo, ne. Ni bila samo ta boj s tvojo boleznijo, ampak tudi otroke. Tam imamo še zelo Ja, res je. zanimivo Jaz zgodbo. mislim, da, Tako da ti res... jaz mislim, da mi je bilo, če dalje bolj verjamem, da nam je poslanstvo na zemlji dano točno takšno, kot ga zmoremo. Nama z možem se je rodil leta 2005 drugorojenec, za katerega sem zelo hitro videla, da bo drugačen, kot je prvorojenec. Ja, ni nam bilo enostavno. Otrok, ki se je rodil z tisočimi alergijami, če je bilo temu tako verjeti, rojen popolnoma zdrav. Potem pa polno dojen, ko sem ga prenehala dojiti, pa začel bolehati. In bil bolan v eno in ni imel očesnega kontakta. Namesto, da bi znal je govoriti, ampak njegovi stavki so bili za njegovo starost presneto preveč knjižno povedani. Ampak, ko je bil v stiski, je pa vedno kričal, metal, se skrival. In sem vedela, da bomo mogli poiskati pomoč, in seveda so mi otroka pedopsihiatri takoj označili kot otroka z hiperaktivnostjo in z motnjami pozornosti. Boj, ki je potekal do njegovega 12. leta, je bil neizprosen, zato ker seveda tak otrok je moteč za okolico, tak otrok je moteč za prosvetne delavce, ker imajo pač več dela z njim. Kljub temu, da je moj otrok se razvijal zdravega fanta, fizično zdravega, sem vedela, da ima težave, in jaz si tega nisem nikoli zanikala. Hotela sem pa pač za njega najboljše in ja, in spet naše zdravstvo, ne, kaj ti ponudi. Žal mi je, da bom to rekla, ampak pedopsihiatri iz tistega časa, ko je moj sin rabil pomoč, so bili kot eni fijakarski konji. Ali bo šel na Ritalin ali pa druge tabletke za pomiritev, ali pa ne more funkcionirati v tem svetu, ne. In potem kot starš, tu moram reči res še enkrat hvala možu, ki je res šel čez vse to, smo šli skupaj. Moj otrok je obiskoval šolo v Cerkovnjaku do 8. razreda in ni šlo. Mi smo
ure in ure presedeli na sestankih raznoraznih in moj otrok je vedno bil nevzgojen in razvajen in nevodljiv. Medtem ko je pa dosegal nadpovprečne rezultate, torej je bil nadpovprečno inteligenten. Ne. In smo iskali, kaj bi zdaj mi naredili. In imel je super napisano odločbo, ki se je seveda šola ni držala. Njega so z izjemo dveh, ene učiteljice, enega učitelja, v bistvu so ga dresirali, kako bi mogel živeti v svetu normalno mislečih. Če boš ti naredil to, boš dobil bonbon, ne, in ja. Vemo, kaj pa sladkor dela pri teh otrocih, ne. Takrat je bil še otrok, jaz pravim, zdaj je že odrasel moški. Dobili smo pomoč, borila smo se z Zavodom za šolstvo, smo potem našli žensko, ki je prepoznala Filipovo stisko, ki je organizirala, da je dobil specialno pedagoginjo mobilno, gospo Žnidarko, kateri se še danes skupaj z gospo Štefko zahvaljujem, da sta takrat najboljše naredile, kaj se je dalo. Vendar šolski sistem ga ni znal zaščititi. Filip je bil mobingiran, Filip je bil zlorabljen na šoli, fizično zlorabljen, ko se je tudi sam potem boril proti tem, je pač on vedno bil tisti, ki je bil kot nasilnež predstavljen, dokler ga ni v 8. razredu, začetku 8. razreda pahnilo tako daleč, da nam je doma spisal poslovilno pismo in naredil načrt svojega samomora, ker je opisal, da se bo pač če še mora enkrat prestopiti prag osnovne šole Cerkvenjak, da bo pač naredil temu konec. In tako smo Filipa, to je bila v bistvu moja vojna, ne, med sistemom in med ljubeznijo do svojega otroka. In sem vedela, da bova z možem edina, ki mu lahko pomagava. Sva ga vzela iz šole, en kup, ja, morate vedeti, da je to bolj en kup potegne stvari za sabo in grdih govoric in vsega. Ampak ja, našli smo šolo, ki je Filipa sprejela, to je bil Center za sluh in govor v Mariboru. In hvaležna sem za vsaki trenutek, ki ga je smel tam preživeti, ker je preživel, s pomočjo psihoterapevtov predelal ta mobing. Pri 12 letih, no, ključno informacijo pa nisem povedala vmes, pri 12 letih se je pa spoznalo, da so pedopsihiatri mu postavili napačno diagnozo, da Filip ni bil hiperaktiven, ampak je oseba z avtističnim spektrom in sicer z Aspergerovim sindromom, visokofunkcionalni, hvala Bogu. In ja, danes s ponosom povem, da je v 5. letniku, da je v maturitetnem razredu, da zaključuje srednjo šolo in sem blazno ponosna na svoj boj, da mi sistem ni vzel otroka. Samo zaradi tega, ker ima Ker je bil drugačen drugačen. operacijski sistem razmišljanja, ne. Tako. Kar je tudi zelo zanimivo. In to je v bistvu koliko zelo podobno naši bolezni, ne. vidimo takoj neke sporednice, Vidimo ne. sporednice, zato ker mi spet govorimo pri avtizmu, govorimo o spektru avtizma, motnje avtističnega spektra, ne. Ker niti eden ni enak drugemu. Tako je pri fibromialgiji, govorimo o sindromu, zato ker nihče si ni enak. Vsi se najdemo v nekih zgodbah. Če preberemo katero zgodbo iz članic našega društva, bomo videli, da vse imamo neko podobno zgodbo. Ampak, ker se ti na zunaj nič ne vidi, pač nič nimaš. In to je naša družba. Žalostno je, da znamo obsojati, da znamo štemplje dajati, nismo pa sposobni pogledati v sebe, ali smo res vse naredili za to, da bi mi bili prijazni do drugih. In vesela sem, da je moj sin da si je znal poiskati pomoč
da je povedal, da je v stiski, ker lahko bi se končalo drugače. In potem bi spet naš sistem rekel, jo, mi pa nismo nič vedeli, da je to tak in ne vem, tak in tak in tak. Mi smo se Čeprav, trudili, pa... ful so se trudili in jaz vem, da zadnji pogovor, ko sem jaz pol Filipa izpisala iz šole v Cerkvenjaku, ni bil prijeten. In bilo nam je marsikaj, namesto da bi nam ponudili roko, nam je bilo spet servirano, kaj vse je bilo narobe in da v naslednjem bojo oni samo rešilce poklicali in policijo in kako bojo prijave naredili in ne vem kaj še vse. In sem rekla, da me zelo žalosti, da pedagoški delavci niso drugače sposobni razmišljati. Premalo ozaveščeni, ker dejansko... Ne samo za ozaveščanje. Glejte, Filip je rojen 2005. Od tistega leta naprej se število otrok z odločbami neprestano dviguje. Ampak zakaj se dviguje? Jaz pravim, ne zato, ker ti otroci ne bi želeli, ali oziroma si želijo te odločbe, ampak zato, da tem otrokom se omogoči, da pridejo do cilja na drugačen način, ne? Ker ni samo ene poti v šolstvu. Jaz, če primerjam šolski sistem, ko smo mi hodili v šolo ali pa zdaj, kam so šli standardi znanja? Kaj se učimo v osnovni šoli? Balast. Kje je to življenje? Učenje za življenje? Mislim, mene zgrozi dejstvo, ko sem, ne vem, v 6. razredu, ne vem, da se učijo o blagu, ko je mogel vedeti 30 vrst različnega blaga, niso se pa učili, kako se blago zašije skupaj, ali pa gum zašije. Ne? Ja. Ne vem, šolski sistem, ne, nisem ta, da bi ga sodila, ampak sem pa ponosna, da je Filip osnovno šolo končal v Mariboru, na Centru za sluh in govor, ker so mu tam dokazali in pokazali, kako šolsko izobraževanje lahko izgleda, tudi če si drugačen. To pa velike šole niso sposobne. In ne mi reči, da nimajo strokovnjakov. Vsaka šola ima zaposleno in socialno delavko, in psihologinjo, in ne vem koliko svetovalcev, morda celo defektologe. Ampak če tega delovnega mesta ne zaseda človek, ki je pripravljen biti človek, je vse za manj. Ker če gledam, mislim, koliko spet tudi ta bolezen mi ni bila toliko znana, no, ampak koliko sem pogledala, je to, kar si ti zdaj povedala, popolnoma... Enak boj kot moj, v bistvu. Prvošolsk, mislim, tudi v končni fazi, te otroci ima v bistvu zelo nadarjeni, mogoče ene stvari ne sledijo običajnim normam. Jaz imam, na primer, zdaj tudi Filip se je odločil potem za... On je bil vedno odličnjak v osnovni šoli, ampak on se je odločil zaradi tega, ker mu je bila vedno samopodoba, v bistvu izpodbijanje samopodobe je zelo dobro funkcioniralo v javni osnovni šoli, v občini, kjer živimo. On je vedno mislil, da ne bo zmožen narediti srednje šole. Ne. Začel mi je verjeti, da on ni sposoben nečesa. Ne. Čeprav je bil dvojno nadarjen otrok na področju matematike in angleščine. Se je odločil za 3-letno šolo, ki jo je seveda zaključil in se je vpisal na 3+2. In zdaj ima profesorja, razrednika, ki ga blazno razume. Ampak kaj je ključno spet tukaj? Odkrita komunikacija. Prve 3 leta smo imeli razrednika, ki je bil Filipovih, mislim, v njegovih očeh je bil Filip še vedno razvajen in nevzgojen, ne? Zato ker ko je mama poklicala, da ne ve, kaj bo otrok vprašan, je bilo to smešno, kako te 16-letni pubec tega ne ve, ne? Ampak Filip dejansko, če nima pisnih navodil, še danes je tak, če nima pisnih navodil, jih nekaj pozabi. Ne rečem, da ne pozabi včasih kaj namenoma povedati. Seveda je normalni mladostnik, glih tak s svojimi, ne? Ja. Ampak, če so kakšni kompleksna navodila, kjer se res zahteva določeno strokovnost, določene, ne vem, navedbo literature, pisave, ne vem, on mora imeti to v pisni obliki.
da je sposoben temu slediti, da se ne na... Če ga boš pa vprašal o drugi svetovni vojni, pa če ti boš mu rekel, mi lahko v angleščini razložiš, kaj je bilo v drugi svetovni vojni, ne vem, v tem kraju, bo pa on znal vse povedati. Ne? Ali pa če bo znal, ne vem, o letalih, tisto, kaj ga zanima, bo za njega. Tisto, kaj pa, bom rekla, s čim mi delamo krivico drugačnim, je to, da mi pričakujemo, da se bojo oni prilagajali nam. Seveda se. Njihovo življenje, moje življenje s to boleznijo je večno prilagajanje sebe na okolico. Tako se je Filip v bistvu moral učiti. Bil je pahnjen v šolski sistem, ki za njega ni bil zdrav, ampak je mogel biti tam, zato ker zakonsko si dolžen otroka pošiljati v šolo. Ampak zakonsko sem bila tudi dolžna za njega poskrbeti in ga zaščititi. In to sem naredila, hvala Bogu. Ne? In to, kaj hočem reči, prilagajanje. Ne? Filip s prvim dnem se je učil socializacije. Pa ne zato, da je ne bi doma imel, ampak zato, ker njegovi možgani funkcionirajo drugače. In tu je podobno z mojo boleznijo, ker tudi moji možgani funkcionirajo drugače, kaj se bolečine tiče. In danes govorimo oba o uspehu. On je pred maturo, upam, da ga bo pot ponesla še naprej na kak študij. Želi si delati v muzeju, ampak pač, ker je... V muzeju? Zanimivo. Zelo rad bi delal v muzeju, ampak ker je pač v Sloveniji malokrat razpisan program za kustose in pač zahteva univerzitetno izobrazbo, ne vemo še, kako bo do tega prišel. Glih zadnjič smo se pogovarjala, da je tujina tudi odprta, ne? Da mogoče bo se tam našel v angleško govorečih državah. Moram povedati, da Filip boljše govori angleško kot slovensko. Tako da edina strah, ki ga ima letos pred maturo, je slovenščina, ker on pač pravi, da dovolj zna slovensko, koliko rabi za življenje v Sloveniji, ampak angleško zna boljše. Potem pa verjetno res še bo znala se odpreti vrata v tujini. Tako. Ker naprimer tudi, ko sem malo gledala, ne, ta bolezen, mislim, obe dve bolezni, tudi tvoja, ne, že obstajata, pogledala sem Elon Musk, Anthony Hopkins, Greta Thunberg, potem Susan Boyle. Naprimer, Anthony Hopkins je celo rekel, da je hvaležen za to bolezen, ker se je lažje vživel v vloge. Ne? Verjetno, zato ker tudi jaz pri Filipu vidim, ne, on gre v neke stvari totalno brez čustev. Njega, če on mora neko mišljenje povedati, ne, pa imam jaz občutek, zdaj, ne vem, da bi jaz mogla za tebi nekaj povedati, nekaj groznega o tebi. Jaz ne vem, kako bi to še v celovan zavijala, ker mi smo generacija, ki smo mogli to tako lepo v celofan zaviti, pa pol dati, ne? Ja. On pride, on bo ti rekel, če je to pa tak je. Jaz sem nikoli pozabila učiteljice v osnovni šoli, ko me je klicala, vi pa vašemu Filipu povejte, kako se lahko obnaša do odraslih. Pa sem rekla, dober dan, sem rekla, kaj se pa je zgodilo. Veste, Filip mi je rekel, da če nimam denarja za deodorant, bo mami rekel, ne v Avstriji, kakšnega kupi, ker zadarjate po Švicu. In ona je za mene to klicala, ne. Ampak hočem povedati, kako ta naš otrok funkcionira. On nima brems, on pove, kaj si misli. In zato izpade velikokrat mogoče nevzgojen, freh, nespoštljiv. In tu je zdaj spet ta povezava z mano, čez ta center za osebno rast in razvoj. Ko sem si jaz pri fibromialgiji mogla postavljati meje, sem tudi velikokrat izpadla, ker so bili ljudje navajeni, da sem vedno tu za njih in da sem vedno... Celofan. Tako, da, ne, bože, ja, ne, da se kjeremo kaj zameriš, ne. Ja. Boljše ga trpeti, ko pa mu povedati resnico, ne. In tak sem tudi jaz zdaj, ne. Pač en zdravi egoist postala, ne. In zakaj bi mogla v svoje življenje spuščati ljudi, ki mi hočejo slabo? Zakaj? Zakaj bi se jaz mogla ukvarjati z neko daljno teto, ki mi v življenju ni
Ne vem, vem, da je teta, na primer, ne. Trpim pa, dejansko pa trpim za izgubo moje tete, ki mi je bila veliko oporo, ne, in takrat se je tudi moja bolezen zelo poslabšala, na primer, ne, ko mi je teta umrla, ne. Ker nisem imela več zaupnice, s katero bi se jaz lahko vse pogovarjala. Ampak ja, to je življenje. Jaz sem hvaležna za vsak trenutek, ki smo ga lahko skupaj preživele. Spomini so ostali. To, kaj me naprej čaka, pa tudi sprejemam z eno hvaležnostjo. Glede na to, da sem januarja 24 se zbudila v intenzivni negi in bila 3 dni neodzivna in so zdravniki mislili, da bom umrla. Sem hvaležna dejansko, ne za brez veze, ampak za vsak dan, ki ga preživim in za tisti klic, ki sem ga dobila, zakaj se je vredno boriti. Veliko ljudi, ki rečejo, da so moja družina, seveda tega niso vedeli, ker jih niti ni zanimalo. Tudi če so me poklicali, je bila to ena neka platonska Kako si? Kak si, je vse v redu, ti dajo kaj za jesti, ali pa, mislim, tisto, kaj ni pomembno, ne. In tako sem se jaz tudi odločila, s kom bom delila to mojo zgodbo o bližnjem srečanju s skoraj smrtjo in prihodom nazaj. In to je moja družina. Samo oni si zaslužijo to. Pa mislim, da bi se tega mogli bolj vsi zavedati, no? Veliko bolj. Družba vedno bolj nagiba se k potrošništvu, vedno Mogoče bolj doseganju Instagram standarda, ampak... Ja, res je. Pa naj se sliši še ne vem kako klišejsko, da družina je tisti varen pristan, ki ga imaš. Dejansko, ko se ti telo hoče zapustiti ta svet, takrat pa spoznaš to. In mogoče sem zdaj imela spet primer, kakva je razlika med mano in med mojimi starši, in sem srečna, da sem presekala ta vzorec. Nedolgo nazaj smo imeli, pač sem izvedela informacijo od mojega sina, ker sta starša preko mojega sina htela mene informirati o nekem stanju v družini, ne. In si mislim, pa kaj smo mi? Sosedi? Sodelavci, ne vem. Če nisi sposoben z ožjo družino deliti težkih informacij, pa se resno vprašaš, ali spadaš v to družino ali ne. Če nisi toliko vreden, da delijo neke stvari s tabo, potem jim je verjetno boljše brez tebe. In jaz sem to sprejela. Jaz vem, da za moje starše verjetno ne bom nikoli dovolj dobra in vedno uporabim tisto ljudsko je boljše, ne. Tako, če si dal otroku doma jesti, pa je šel k sosedi pa je rekel, jaz sem lačen, pa bi imel kruh s pašteto, ne, pa ga je vedno dobil pri sosedah, ker je bil boljši, ne. Tako sem se jaz pač ugotovila, vzorec mojih staršev in moj vzorec moje družine ne bosta nikoli enaka. Ker sem ga ozavestila, kaj je bilo narobe, in sem ozavestila, kaj je pomembno, in znotraj družine mora vladati spoštovanje in jasna komunikacija. Zdrav, bolan, ne glede, komunikacija je spet tisto, kaj mora biti osnova. In veliko mi jih danes pride do mene, pa mi rečejo, da so mogoče ljubosumni na mene ali da mi zavidajo. Jaz sem v življenju si dovolila neke stvari narediti drugače. Naredila sem jih tako, kot jih čutim. 2019. leta sem se z mojim možem, takrat sva imela krizo, sva se razšla, sva se odselila, brez da bi kregala se, sva probala živeti vsak za sebe. In danes sem
ponosna in hvaležna za to izkušnjo, ker sva si jo upala narediti, ker je točno to, kar sva rabila za naprej, da sva vedela, kaj imamo, da znava drug drugega spodbujati. In takrat sva vidva začela vzorce ozaveščati najinih družin. Ko smo videla, da za vse druge je bilo čas, pa za vse druge smo mogli izgledati idealna družina, pa uspešna družina, za naju pa ni bilo več časa kot partnerja. Sem rekla, ni to cena življenja, ki si ga želim, in ni to življenje, ki si ga želim. Res je, da je moje telo takrat na ta razhod ekstremno odreagiralo, ampak danes smo lahko ta mozaik sestavljamo. Vsak dan znova dodamo en kamenček sreče zraven, zadovoljstva. Tudi skregamo se, To je normalno. ker se moramo skregati, ker nimamo istih mnenj. Tako. Ampak znamo si reči hvala in oprostim in prosim. In mislim, da je to najbolj važno. In s tem, ko se trudim biti vsak dan boljši človek, dajem priložnost sebi za rast, in sem srečna takšna, kot sem. Natalija, za zaključek bi te prosila, če lahko poveš, kaj bi svetovala Nataliji če greva nazaj 15 let. Katere Ja. besede bi ji namenila? Vstavi se. Ni vse zlato, kaj se sveti. Pazi se ljudi, ki se ti smejijo. In nikakor ne zaupaj ljudem, ki v pričo tebe o drugim govorijo slabo, ker tisti trenutek, ko obrneš njim hrbet, si ti naslednji na vrsti, o katerem govorijo slabo. Drugače pa poslušaj svoje telo, ne ignoriraj znakov, telo nam vse sporoča. Zaupaj sebi in v prvi vrsti imej najrajši sebe. Ker če bo tebi šlo dobro, bo šlo tudi ljudem okrog tebe dobro.